Prejšnji teden ni bilo nove epizode, zato ker me je Robert Golob postavil v zapor. Realno, realno, ni me zares dal v zapor, ampak energijsko imam občutek, da mi je dal neko blokado, zato ker sem v petek že želela posnet, oziroma sem snemala že epizode, ampak nekaj mi je, oziroma bil je tako pester teden in predvsem petek je bil tak kaotičen, da na koncu mi ni uspelo objaviti. In v soboto sem nekako prišla do zaključka, da bi to rada posnela vse skupaj še enkrat. Potem sem provala v sredo, par dni nazaj, posnet še enkrat in objaviti, ampak ko sem končala s snemanjem, sem čutila nek odpor in sem rekla, ne, bom jaz počakala na ta naš petek, ob petkih jaz snemam epizode za Golo Slovenijo in bo, kar bo. Drugače sem pa delala zdaj na enem ful lepem projektu, oziroma delala sem na ful projektih, res je bil naporen teden, zadnjih 10 dni, zdaj končno sem tiste glavne stvari zaključila, imam še nekaj projektov, ki jih moram dokončati, ampak okej, to je vse obvladljivo, tako da zdaj lahko nadaljujem s svojim ritmom naprej. Na kakšnem projektu sem delala, pa povem pol na koncu. Gremo zdaj na vpogled od Roberta Goloba, da ga malo prediskutiramo, interpretiramo, da malček povem, kaj sem jaz nekako razbrala. Zdaj, njegov vpogled kot tak je bil zame osebno zelo dolgočasen. Razen tega, da je bil zelo žalosten in da ni hotel kaj preveč sodelovati z mano, se ni dogajalo nič kaj posebej fascinantnega. Razen darilo, ki mi ga je dal na koncu. Dajmo zdaj najprej razčistiti, zakaj je bil vpogled tako dolgočasen. Moja, pač le obstajata dve interpretaciji. Prva interpretacija je ta, da je bil takrat zares v težkem čustvenem stanju, zato ker je kazalo na to, da bo Janez Janša sestavil vlado, kar ga je malček tako potrlo, mu malo zbilo ego, ker izgublja svoj položaj, na katerega je bil navajen zadnja 4 leta. In zaradi tega je bil tako, dajmo reči, žalosten ali pa nesrečen, da enostavno ni mi mogel odpreti nekih zanimivih dogodivščin na energijskem nivoju. Druga interpretacija, ki se meni pa zdi bolj realna, pa je ta, da je v bistvu on z eno nogo že ven iz parlamenta. Namreč, če se ozremo malček nazaj v preteklost, kaj je on rekel, da bo naredil in kaj pol dejansko naredil, sem opazila dostikrat ta vzorec, da je rekel, jaz bom odstopil, če to in to in to. In to se je zgodilo, ampak on ni odstopil. Se pravi, vedno kontra, ne. In zdaj nekako, zdaj, ki je pač videl, da je Janez Janša dobil vse in to, on je zdaj v nekem tistem zagonu, ja, jaz se bom pa boril, ne, do konca in spet se bo zgodila primopredaja. In če upoštevamo njegov vzorec, bi rekla, da bo on zdaj tle kmalu obupal, pa bo rekel, jaz grem svojo pot. Zakaj? Zato, ker on ima energijo voditelja. On mora biti na vodilnem položaju. To je njegova moč. To je njegov ego. In ko rečem tukaj ego, ne mislim nič slabega. Ego je jaz, ne. Jaz, kdo sem jaz. In njegov ego je naštelan na smer, ker on hoče biti vodja, ker on hoče biti nekako prvi v tej skupščini, dajmo reči. Nekdo, ki ima vizijo in rad v bistvu na nek način delegira delo drugim ljudem oziroma jim govori, kam naj peljejo to barko. On hoče biti v bistvu v tej glavni vlogi. In zdaj te možnosti trenutno nima, sicer on se neki bori, da bi ta vlada propadla, zdaj ali mu bo uspelo ali ne, ne vem, ampak nekako, no, si mislim, da ni več toliko politično investiran in zaradi tega je vpogled bil bolj tak dolgočasen. Namreč,
Zdaj, ko delam te vpoglede za politike, tukaj spremljamo energije njihovega političnega udejstvovanja oziroma njihove javne prisotnosti. Ne gledamo njihovih osebnih energij, ne gledamo njihovih, ne vem, kakšnih družinskih dinamik ali pa bolečin. In glih zaradi tega, ker je bil vpogled tako nekako meni osebno dolgočasen, si mislim, da on pač le počasi plava proč. Ampak ok, lahko da je bil pač samo v tistem momentu res izjemno potrt in zato pač nismo mogli nič kaj posebnega raziskovati. Ok. Najbolj zanimiva in zame navdihujoča stvar tega vpogleda, ki sem ga imela z njim, je bilo darilo, ki mi ga je dal. Torej, na koncu najinega potovanja mi je kot darilo dal šop denarja. Zdaj, jaz sem vesela vsakega darila, ki ga dobim na energijskem nivoju, ker to mi pove, da je energija, s katero sem delala nek vpogled, zadovoljna s tem, kar sva dosegli in se mi na nek način hoče oddolžiti oziroma hoče poskrbeti za neko izmenjavo. Ampak denar kot tak na energijskem nivoju je pa meni osebno totalno brezvezen. Brezvezno darilo. Namreč energijski nivoji delujejo malček drugače, kot deluje naš fizični svet. In tam realno ne rabiš nikakršnega denarja, ne. Če hočeš iti ti, ne vem, na Bahame na energijskem nivoju, ne, pač enostavno greš v letalo, letiš na Bahame oziroma se pojaviš kar tam in uživaš, ne vem, po svoje. Ne rabiš nič plačevati za to, da bi nekaj imel na energijskem nivoju, ne. In zato se mi je zdelo to darilo malček tako butasto, in sem mu to tudi povedala. Potem pa je rekel nekaj zelo, zelo zanimivega. In sicer rekel je, da je denar na energijskem nivoju v bistvu zelo pomemben, ker če plačaš za neko stvar na energijskem nivoju, se ti potem lažje manifestira v fizični svet. Zdaj, to je bila neka taka stvar, ki sem jo prvič slišala. In ker jaz tega nikoli nisem tako videla, dojemala ali denarja na energijskem nivoju tudi uporabljala, se mi je zdelo zanimivo to preizkusiti. In sem rekla, ok, pa dajmo videti, kaj se da s tem narediti. Že tam na njegovem vpogledu sem povedala, da sem takoj zatem šla v energijski svet, kjer je pač ta naša hiša in ker je naša hiška potrebna res takih korenitih adaptacij, sem poklicala vse te majstre in sem jih seveda tudi plačala z denarjem na energijskem nivoju. Ta izkušnja mi je bila zelo, zelo smešna, ker realno denar, pač če ti ga zmanjka na energijskem nivoju, si ga pač spet ustvariš. V bistvu ti ga sploh ne zmanjka. Imaš tisti kup in pač daješ, ne. Tega nikoli ne more zmanjkati, praktično. Ampak ok, mi je bil zanimiv, fascinanten občutek in komaj sem čakala, da vidim, kaj se bo zgodilo na tem področju. Zdaj, logično, če ti na energijskem nivoju spremeniš celo bajto in kupiš vse novo, se ne more v 10 ali pa 14 dneh zgoditi čudež in da imaš ti kar naenkrat lepo bajto. Imamo pa v tej hiši en zelo velik problem in sicer to so polhi na podstrehi. Namreč mi živimo čisto, čisto ob gozdu, praktično 3 strani naše parcele so takoj obdane z gozdom. In prejšnji lastniki, ki so bili tukaj, so bili precej malomarni, če lahko tako rečem. To je zelo prijazna beseda za to, kar smo mi tukaj dobili. In seveda nas niso niti opozorili na to, da so na podstrehi polhi, ko smo hišo kupovali. Midva s fantom pa takrat nisva šla tega preverjati, ker sva bila navdušena že samo zaradi lokacije in to nama je bilo to nama je bilo bistveno in drugo se vse da zrihtati, ne. Zdaj te polhi, ne, pozimi so itak tiho večinoma, zbudijo se nekje spomladi in čez poletje sva jih videla, kako skačejo iz strehe direkt na drevo, ki je povezano z gozdom. In seveda, ko sva to v prvem poletju videla, sva takoj porezala vse te veje, zato da jima oteživa prehod v hišo in iz hiše in da si morda zato najdejo kakšno drugo
kakšen drug teritorij, nekje v gozdu. Ne? To je bil moj optimistični, logični način razmišljanja, kako se rešuje polhe. A seveda, polhi so bolj teritorijalni, kot sem jaz pričakovala, pač oni skočijo, ne. In dejansko so potem v drugem poletju začeli skakati na tisto vejo. Dostikrat so zgrešili in so padli dol nekam v prepad, ker takoj za našo hišo se ful spušča teren in je v bistvu ful strmo. Tako da dostikrat so nekam poleteli dol, bogi polhi. Ampak zdaj tako niso bili zelo moteči in iskali smo način, kako naj se jih rešimo, ne. Zdaj nekih profesionalcev nisva še klicala, ker iščemo kakšne drugačne poti. Namreč tudi podstreha je neprehodna oziroma ne moreš sploh gor hoditi, ker je prenizka in nima tal praktično. No, pol nam pa je kolega dal tiste pasti, ne, ki pač ga primejo in ga ne pokončajo. In dal nam je tudi pasti, ki ulovijo žive polhe. Zdaj, ta ideja se meni zdela bolj super, zato ker nekako jaz ful nimam srca teh živali pobijati, čeprav so pač zelo, zelo škodljive za hišo in je treba to rešiti. Ampak realno polhe spoditi kar tako ne moreš. Obstajajo tisti radi, to tudi sva še nekako razmišljala, nisva še šla v akcijo. Kakorkoli, pač te polhe imamo tam, nekako moja rešitev je itak, da se poruši celo hišo, ker je še dosti drugih stvari, ki bi bilo dobro zamenjati. In zdaj se s temi polhi jaz ne obremenjujem preveč. Vem pa, da je pomembno to čim prej zrihtati, preden se to preveč razmnoži. Zdaj tudi recimo s temi živimi polhi, ne, če uloviš žive polhe, jih moraš potem baje odpeljati, ne vem, 10 kilometrov proč. Zato, ker oni potem, če ne znajo, oni sicer znajo najti pot nazaj in nisi nič naredil, ne. Midva sta to pas dobila pozimi in meni je bilo takrat ful škoda te polhe loviti in jih sredi zime nositi nekam sredi gozda, da tam bogi zmrzujejo in si ne morejo najti neke hiške, mislim hiške, ne, njihove hiške. Tako da nekako to je bilo tam in zdaj je v bistvu bliža se tretje poletje, ko bova tukaj. Ja, zdaj sva tukaj drugo leto in to bo tretje poletje. In razmišljam, kaj bi, ampak nekako se mi zdi, da letos, ne, je dosti bolj mirno, kot je bilo lani. Lani se jih je ful več slišalo, tudi recimo ob takem času, zvečer si jih že slišal zunaj, kako so se drli, pa to imajo ful smešen zvok, by the way, ko je ena pokvarjena igračka, ki jo stisneš in hrešči. No, ampak kakorkoli. Tisti dan, ko sem jaz naredila za Roberta Goloba Vpogled in kupila vse te nove, pač plačala vse te delavce, ko sem končala s snemanjem, jaz zaslišim gor na podstrehi ropotanje. To je bilo konec maja, ne. In sem rekla, aha, evo jih, polhi so se zbudili, zdaj bo spet akcija, pa da vidimo, koliko jih je, pa da vidimo, kaj bi letos naredili, če bi se jih letos lažje kako znebili. Ampak kar me je presenetilo, je bilo to, da je bilo to ropotanje ful glasno. Pač to je, jaz sem bila tle za mizo in gor slišim, tako prav, zdaj ne vem, če se bo slišalo, ker ta mikrofon nekaj tako na pol, mislim, Zoom malček briše oziroma ureja ta zvok, ampak tako. Pač dobesedno, kot da bi neki otrok tekel gor po stropu. In pol sem celo šla ven na teraso, da bi videla, kaj se dogaja, ker moja ideja je bila, da je maček gor šel na streho in da maček teče po strehi, ker lovi ali polha ali pa nekega ptiča ali pa pač kaj drugega gor. In jaz grem na teraso in pogledam gor na streho in ujela sem samo košček repa, ki je šel spodaj v podstreho. In jaz sem bila prepričana, da so se pač polhi zbudili in da so zelo, zelo
igrivi, navdušeni, končno je toplo, končno gremo lahko ven v svet in da je ful teh mladičev, ki so zdaj razigrani, končno so se prebudili in wow, glej, kakšno lepo je življenje, glej te poligone, tramove in vse to zaskakati. In to je bil petek, ne? In zvečer smo bili zunaj, na terasi, bil je še sosed pri nama, imeli smo se fajn, uživali smo, klepetali, pekli. In pol je šel moj fant spodaj v spodnje prostore si nastaviti glasbo, da bo rolal. In še ko sem bila jaz, ko sem šla iskat v kuhinjo stvari, sem zaslišala spet to močno ropotanje, ampak pač to, mislim, polhe se sliši, ampak se sliši bolj tako neko škrabanje ali pa tako neke tiki, 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 tiki. Ampak to je bilo prav bum, 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 bum. Jaz sem bila malo, čakaj, malo, to je malo scary, to je zelo, zelo scary, to je nekaj čudnega. No, in gremo mi dol v spodnje prostore, moj fant začne nabijati glasbo, itak on ima to elektronsko glasbo, to je ful močen ritem, pa ful močni basi, bom, bom, bom. On je itak to dal ful na glas. In čez nekaj časa gremo nazaj gor na teraso in prva sta prišla ven jaz pa sosed in sosed naenkrat zagleda in mi reče, glej, koliko kun. Ej, na dvorišču je bilo vsaj 5 kun, ki so tako stale in gledale proti bajti. In jaz, ko sem to videla, jaz sem bila v šoku, pač jaz sem bila v šoku v smislu error, ker to je izgledalo kot životinjsko carstvo, pač tako, kot da so imeli te kune tam en sestanek. In kot da smo jih zdaj zmotili, ne, kaj zdaj to ropotanje, ne, zdaj ne moremo več skakati po strehi, kaj se dogaja. In sploh se niso strašile te kune, ampak pol so začele tekati, ene so šle tam, ene tam in to, ko sem jaz videla, kako to teče, pač to je bilo, to vse mrgolelo, to je bilo scary. In greva mi da pol za hišo pogledati, ker so ene pač tekle tja in pol vidim eno, ki je skočila gor na žleb in se je pač spreštala notri skozi ono luknjo, da je prišla notri v podstreho. Pač adijo, jaz sem bila v šoku. In ko rečem v šoku, jaz sem bila tako, what the fuck. Pač nisem bila v šoku, kaj se dogaja? Mogoče malo, ne vem, se ne spomnim, ampak sem bila bolj v šoku, pač, ker ne veš, kaj reči in grozen je to mislim, to je grozen občutek, ne znam ga opisati. Potem smo pač, bila že tema, smo šli vsak po svoje in kasneje midva s fantom spet slišiva ropotanje in sva šla prav gor na dvorišče z lučko in sva svetla v streho in te kune so hodile not in ven in not in ven in jaz sem bila, oh my god. To je scary. Ker polhi so pač polh je miš z kosmatim repom, dajmo reči. Kuna je že tako pol mačke s kosmatim repom, je že malo večja. Zdaj jaz sem razmišljala, dobro, jaz sem imela neko idejo, da so pač kune zdaj prišle in kun se bomo ful lažje znebili kot polhov, so pa polhi v bistvu hrana za kune. Kune se prehranjujejo tudi s polhi. In ko sem tako razmišljala, sem rekla, mogoče zdaj, ko sem jaz kupila to vse, plačala vse te delavce pa to, morda sem s tem spodbudila čiščenje energij in je narava poskrbela, da so prišle kune, da so polhe požrle, zdaj se bojo kune naselile in kune bo zagotovo lažje se jih rešiti kot polhov. Pač to je bila moja ideja, jaz ne vem. Nisem se še pozanimala. Ampak okej, dobro, pač jebiga, tako je, bomo rešili, ne, kaj ćemo zdaj narediti, ne. Gremo mi spat in tako in bila je sobota, bila je nedelja, ponedeljek. Jaz čakam, kdaj bo spet kakšna akcija, ne, da vidimo, kaj se dogaja. Ampak ni bilo nič. V soboto tišina. V nedeljo tišina. V ponedeljek tišina. V sredo tišina. V četrtek tišina. In pride spet petek. Jaz začnem snemati za to Golo Slovenijo. Izbrala sem si Francija Matoza. Jutri predvidoma ob 11. oziroma ob 10. bo epizoda objavljena.
zelo, zelo zanimiv v pogled, zelo težek, zelo intenziven, zelo srhljiv. In ker je bil ta njegov vpogled tako srhljiv, sem nekako pač vse to, pač zakaj cel teden ni bilo konj, v petek pa sem jih spet slišala, po enem tednu in ravno v petek. In dejansko potem tudi v soboto spet naslednjo ni bilo nič, v nedeljo ni bilo nič, v ponedeljek, torek ni bilo nič, v sredo se je spet nekaj slišalo, malega, nič kaj takega. In evo, danes je spet petek in bomo videli, ali bo spet kaj akcije. Ampak glede na to, da jih mi sploh nismo slišali, razen v bistvu 3-krat v zadnjih 14 dneh, sem jaz to zdaj optimistično si interpretirala, da je vesolje ali pa življenje ali pa narava ali pa energije so videle, glej, Bogateja, ona si ne upa teh polhov spoditi oziroma ne upa, ima preveč sočutja do teh polhov, pa ajde, ji bomo mi pomagali, ne, in ker sem plačala vse te delavce, je energija poskrbela za neko čiščenje, prišel je trop kun, ker baje, da so kune bolj, pač kune so baje rade same, ne, niso v tropih, baje, ne vem, to je rekel ChatGPT, zdaj ne vem, ali bi mu zaupala ali ne. A je pa rekel, da je možno, da je trop kun se selil in da so šli mimo naše bajte in da so zavohale polhe ali kakorkoli, da so šle gor, oziroma to je moja interpretacija, one so prišle mimo, zavohale so te polhe, šle so gor, so jih polovile, so se najedle in potem, ker smo zvečer ropotali, so odšle naprej. In čez en teden so bile spet malo lačne in so rekle, gremo spet nazaj, tja, tam je bilo ful polhov, mogoče se bomo spet lahko najedle. In so pač prišle to pojesti. Tako da jaz sem zelo optimistična, da nam je vesolje pomagalo, rešiti se polhov na tak zelo super način. Narava je poskrbela za to, kar skrbi, se pravi polhi, oziroma kune so se najedle, polhi so pač šli, in zdaj kune bodo tudi odšle in bomo imeli končno podstreho čisto. Edini problem, ki ga še vidim, je ta, da baje, to je spet ChatGPT rekel, zato ne moremo tega vzeti 100% za ziher, ne, ampak baje, da v bistvu vsi te iztrebki, ki jih polhi puščajo, pa pol se to zažre v tramove, ta vonjava, ne, baje, da novi trop polhov lahko zavoha to vonjavo in potem grejo v ta teritorij, kjer so bili polhi prej. Tako da obstaja možnost, da se bodo novi polhi naselili, čeprav zdaj imamo pa tako urejeno, da zelo težko pridejo do hiše, realno. Prej, ne, ko so bili še prejšnji lastniki, oni so imeli dobesedno avtocesto speljano iz gozda direkt v podstreho, dobesedno direkt, veja je skoraj še notri lezla v podstreho. Ne zares, ampak no, glih za predstaviti situacijo. Tako da jaz upam, no, da so te polhi zdaj odšli in da se bo čim prej realiziralo tole, da ta del hiše podremo, ker je zgornji del montažni, in da zgradimo novo montažno hišo, ki bo čista in lepo zaščitena, da noben prebivalec gozda ne bo mogel najti svojega teritorija tukaj. Ne. Imajo tak velik in tak lep gozd in pol pridejo oni na podstreho. In podstreha, na podstrehi je ta steklena volna in vse to. Zakaj? Zakaj polhi? Zakaj si delate probleme, če ni treba? Pač res je, da ste v gozdu izpostavljeni večjim nevarnostim, ampak kot lahko vidite, vaš plenilec lahko pride tudi sem. Tako da odidite. Hvala lepa in adijo. Ne. Realno upam, no, da se je to rešilo, oziroma jaz to vidim kot neko sinhroniciteto, da se je čistila neka energija, ker dejansko s kunami nimamo očitno težav, ni jih, razen pač 3-krat so bile in to je to. Zdaj, bolj pomembna stvar s tem denarjem je pa ena druga zadeva. V teh zadnjih 2 tednih pač jaz dostikrat dobim neke random uvide, ne, jaz delam nekaj, ne vem, ali grem spat, pa ne morem zaspati in pač premišljujem, ali sem nekje na vrtu, pa se tam ukvarjam z zelišči, pa ne vem, veje pucam ali pa karkoli,
ali kuham, ali pospravljam. Se pravi, kadar imam tako sproščene možgane, sproščene misli, da ne razmišljam nekaj intenzivno, se pravi, da delam neko delo, kjer ni potrebno uporabljati možganov, takrat dostikrat doživim kakšen tak random uvid, ki je zelo, zelo živ. In potem rada si vzamem par minut časa, da grem v ta uvid in ga raziščem. No, in tako se je zgodilo, jaz sem bila v postelji, glih sem šla spat, nisem mogla spati. Mislim, da je bila glih neka polna luna ali kaj je bilo, ker jaz, kadar je polna luna, dostikrat ne morem spati in takrat v tistih obdobjih rada pač potujem po teh vzporednih svetovih ali pa pač raziskujem karkoli. No, in jaz sem razmišljala zdaj o tem, da bi jaz šla, da bi spet pač po zimi, da bi spet šla plavat, ne. Jaz ful rada plavam in tule v bližini imamo en bazen, kamor bi lahko hodila. In si predstavljam, kako grem jaz pač, se zapeljem tja, se oblečem v kopalke, si dam kapo, očala, skočim v vodo in plavam. In si predstavljam sebe, kako plavam, žabico, kravelj, delfinčka, vse te stvari. Nakar opazim jaz enega fanta, ki me tako ful nekaj spremlja pa opazuje. Ampak dobro, pač kaj. Jaz plavam še tam naprej, ne. In ko je bil moj trening zaključen, grem jaz pač na one stopnice, grem gor in pride ta fant in tako se postavi pred mene in reče: "Iz katerega kluba pa si ti?" In jaz ga gledam ono, iz kakšnega kluba, jaz nisem iz nobenega kluba, ne, pač jaz sem prišla samo tako trenirat. In on meni: "Ne laži, nemogoče, povej mi, iz katerega kluba si, rad bi vedel." In jaz njemu se smejem, ono pač, nisem jaz iz nobenega kluba, res, pač jaz sem prišla samo trenirat. In njemu to ni bilo glih logično in je rekel: ne verjamem ti, pol pa povej, kdo je tvoj trener." In jaz mu rečem, da nimam trenerja, pač jaz nisem zdaj že dolgo časa plavala in sem pač prišla plavat, ker bi rada spet, pač mi je plavanje ful všeč. In on mi ne verjame in mi ne verjame in mi ne verjame. In pol jaz njemu pač obrazložim, da jaz sem trenirala plavanje, ampak že 10 let nazaj in trenirala sem ga samo, ne vem, 2 leti, ne, nič takega. In pol on reče: "Okej, glej, če je to res, pol pa si ti res nadarjena za plavanje, ti imaš res izjemno, vrhunsko tehniko." By the way, jaz v resnici dvomim, da imam resnično dobro tehniko. Mislim, trener vem, da me je fulkrat pohvalil in je rekel, da imam res dobre gibe, ampak ni bilo zdaj, ne morem biti zdaj zares tudi taka, ne. Pač to je bilo na energijskem nivoju, to hočem povedati. Na energijskem nivoju očitno ful dobro plavam. No, in on meni reče, da imam res, res dobro tehniko in da če bom prišla še kaj. In jaz sem rekla pač, da ja, da bom. Načeloma imam idejo prihajati 2-krat tedensko. In on kao: "Okej, se vidiva." In pridem jaz naslednjič. In on me spet tako vidim, da me opazuje, da opazuje mojo tehniko, pa še šel tako ob rob bazena in me tako gledal. In na koncu mojega treninga je prišel do mene in je rekel, da on je trener plavanja, da ima ekipo nekih starejših plavalcev, starejših v smislu odraslih ljudi, torej niso otroci, ki zdaj trenirajo, ne, ampak so to tisti starejši, ki pač pridejo za rekreacijo. In je rekel, da saj je super in vse in prav, ampak da njemu manjka to, da bi njegovi vajenci bolj upoštevali njegova navodila in da bi se videl neki konkreten napredek. In da si on ful želi mene trenirati, zato ker prihaja eno res zanimivo tekmovanje, ki naj bi bilo čez, ne vem, 3 mesece. In da je za zmagovalca tega tekmovanja ful lepa nagrada. Rekel je, da zmagovalec bo dobil 2000 evrov in da si ful želi iti s svojim vajencem na to tekmovanje, ampak da nima trenutno v svoji ekipi nobenega, ki bi dejansko lahko vsaj približno osvojil prvo mesto, kaj šele, da bi ga dejansko osvojil. In da bi on pač, da on v meni vidi potencial in da me bo treniral popolnoma zastonj. Vse, kar moram narediti, je, da prihajam 3-krat na teden, zato da me on inštruira in da dam vse od sebe, da greva na to tekmovanje in v zameno si pač to nagrado potem razdeliva.
Mislim, jaz sem bila pač meni ni point zdaj neki ful se matrat s tem plavanjem, pač jaz bi rada prišla sem tako, da razbremenim svoje misli, da sem malo v vodi, da se malo razgibam, ker pri plavanju razgibaš drugačne mišice, kot recimo, če greš teč ali pa kolesariti ali karkoli. In to je to, ne. Zdaj, če on res vidi tak potencial v meni, sicer jaz sem mu rekla, da jaz ne verjamem, da sem res tako dobra, ampak verjamem pa, da s treningom se lahko izboljšam in zdaj, če pač on res ful hoče, lahko poskusiva, ampak jaz mu ne morem garantirati, da bom na koncu dejansko tudi prva. In on je rekel, ma ni problema, ker jaz vem, da ti boš na tem tekmovanju zmagala 100%, ne. Pa mu jaz rečem, kaj pa če se zdaj midva ful potrudiva, pa ful vloživa enega časa, energije in truda v to, potem pa recimo na dan tekmovanja jaz zbolim, ne, kaj bomo pol, kako bomo pol to rešili. In je on rekel, ja, lej, to pač nimaš kaj, ne, bom pač jebi ga, če bo tako, pač že mora biti tako, upam pa, da bo vse lepo in jaz verjamem, da se boš pač ful dobro izkazala. Okej. Super. Jaz rečem, prav velja, v redu, se bom potrudila, za teh par mesecev bom pač hodila 3-krat sem, pa bova videla, kaj lahko narediva. In res jaz začnem hoditi na te treninge, on je ful navdušen, ful je tako zagret, za vsak fucking detajl mi teži, ne, če premalo stegnem roko, že stegni bolj roke, bolj stegni to, bolj brcaj, bolj to. Pač pol je še šel v bazen, mi kazal, kako moram, ne vem kaj, pač ful sem si dostikrat mislila, kaj meni tega treba, ne. Ampak, ajde, ne. Bi pa bilo fajn, če on res vidi tak potencial, pa da res je to, da zmagam, ne, pač en tak lep trenutek. In bil je še en mesec do tekmovanja. Jaz pridem na trening in on je bil ful tako nekako tak, jebi ga vetrska, ne, tak, pač tak res brez energije. In tako ful me ni več inštruiral toliko, kar naenkrat, ja, saj je dobro, ja, daj malo še stegni roko, ne. Malo se bolj potrudi, pač take ful brezvezen trener je bil kar naenkrat, ne. Zdaj meni to ni bilo glih všeč, ampak dobro, ajde, lej. In nič, jaz končam ta trening in pride on do mene in mi reče: "Glej, Teja, jaz ne vem, kaj sem takrat videl, ampak v resnici sploh nisi tako dobra v plavanju. Mislim, saj si boljša od drugih, ampak to pač ne bo za prvo mesto. Enostavno nimaš, vidi se, da nimaš kondicije toliko in mislim, da je boljše, da pač zaključiva s temi treningi, ker ne bo to šlo čez." Zdaj meni je bilo to malo ne, tako, mislim, come on. Po eni strani sem bila pomirjena, zato ker pač itak sem mu rekla že na začetku, da jaz nisem neka, ne vem, plavalka in da brez veze, da ne vidim se kot nekdo, ki bi lahko zmagal na nekem tekmovanju, pa by the way to ni bilo neko veliko tekmovanje, to je bilo varianta regijsko, nič kaj tako, wow. Tako da ni me zdaj prizadel s tem, ampak se mi pa zdelo glupo malo, kako je takrat on ful bil ja, ti imaš potencial, ti si talent, ti si ne vem kaj, ne, pol pa kar naenkrat pa ne, ti si za nič, ne bomo več, ne bom te več treniral, sploh pa ne zastonj. Ker ne bom na koncu imel nič od tega, ne, pač to je rekel med vrsticami. Zdaj jaz mu nisem zamerila, pač nekako se mi je zdel mlad fant, tako energijsko, ne, mlajši od mene, tako da pač dobro, sem rekla, glej, grem se jaz preobleč in jaz razmišljam, malček sem bila jezna na njega, ampak hkrati tudi ne, ker itak jaz sem mu že na začetku pač rekla, da narobe vidi. Potem pa sem prišla do zaključka, da tudi če na koncu ne grem na to tekmovanje in ne bo nič od tega, še vseeno je on vlagal veliko energije vame, mi ful pomagal, ful je izboljšal mojo tehniko in zato sem mu ful hvaležna, ker zdaj vsakič, ko bom šla jaz trenirat za rekreacijo, bom imela dosti boljše gibe, kar pomeni, da v bistvu lahko ful bolj učinkovito plavaš, pravilne mišice uporabljaš in hkrati tudi se izogneš morebitnim poškodbam, če imaš dobro tehniko. In to se mi je zdela res ena taka, res eno tako dobro znanje, ki ima lepo vrednost. In tule se jaz spomnim na denar od Roberta Goloba in pomislim, ma čakaj, jaz bom tega fanta zdaj plačala,
On je delal to sicer zastonj, za namenom, da jaz zmagam in si nagrado potem razdeliva. In by the way, nagrada, ne vem, če sem rekla, naj bi bila 2000 evrov, mislim, da sem rekla, ne. Se pravi, bi se razdelila 50-50, vsak 1000, ne. In sem rekla, dobro, do tam nismo prišli, ampak za ta 2 meseca treningov pa mu bom jaz nekaj plačala, ne. In nisem vedela zdaj, koliko bi mu dala, pa sem rekla, ajde, mu bom dala 500 evrov, po mojem, da je to dovolj, ne vem, tak feeling sem imela, da za 2 meseca treningov, 3-krat na teden, 250 evrov na mesec, se mi je zdela to neka dobra cena, taka poštena. Pa grem jaz do njega in mu rečem, glih to, ne, pač glej, sem razmišljala in tudi, če ne grem na tekmovanje, vseeno si mi dal zelo, zelo veliko znanja, ful si izboljšal mojo tehniko, ful si se ukvarjal z mano in zato sem ti res ful hvaležna, tako da bi ti rada plačala za ves tvoj trud. In mu dam tako 500 evrov. On je bil malo v šoku, se mi je zahvalil, je vzel denar in pač se posloviva, ok, ne, hvala, res ful cenim, ajde, lepo se imej, pa srečno. In nič, jaz grem. Nakar on priteče za mano, še preden sem sploh šla ven iz tega objekta, priteče za mano, me tako pocuka za rokav in reče: Tja, ampak nekaj se je zgodilo. Jaz zdaj vidim čisto drugače to najino situacijo. Jaz bi te zdaj še naprej rad treniral. Pač morda, glej, jaz bi, pač morda pa ti bo uspelo, morda lahko poskusiva. Lej, ne vem, zakaj zdaj čutim drugače, ampak morda sem imel samo slab dan ali pa sem izgubil malček motivacije, in to mi je dalo zdaj nekega novega zagona. In tule sem mu jaz rekla, da to je čisto normalno. Zato ker, on je vložil ful energije vame, ampak, pač ni dobil nič kaj konkretnega nazaj, ne. Kadar ti vlagaš v energijo v nekaj, je ful fajn, da dobiš, da se ti povrne to na neki način, ne. In zdaj, tudi če ti nekomu ponudiš nekaj zastonj, je zelo dobro, če ti ta oseba potem sama od sebe nekaj prispeva. Zakaj? Zato, ker denar ima eno tako močno energijo zagona. Kadar ti dobiš denar, ti si z denarjem lahko plačaš življenje, ugodje, udobje, zabavo in vse. In te stvari te vse nahranijo, ti dajo več energije, kar potem pomeni, da lahko daš še več naprej, ne. In potem lahko še več dobivaš in se ustvari ta lep pretok energij. In on je tule bil ful zagnan, imel je ful preveč energije, in dokler je on mene, inštruiral, on je čutil ta, on je imel toliko preveč te energije, da ni čutil nekega pomanjkanja. Na neki točki mu je te energije zmanjkalo in takrat mu je postalo vse skupaj odveč. In zdaj, ko je dobil denar, zdaj je dobil novo energijo in zdaj ima novo motivacijo, zdaj ima več zagona in zdaj bi se pa on rad potrudil, ne. Pač to mu jaz razložim in je rekel, da to se mu zdi ful smiselno, in da ja, da pač morda pa res, ne, da je bilo glih to krivo, ker nekako na neki točki mu je zmanjkalo energije in ni dobil več tega nazaj in se mu je pol zdelo preveč težko. In sem rekla, ja, to je vedno tako, vem, kako delujejo energije, sploh kadar je denar, ne. Mislim, to to je dejansko tako tudi v fizičnem svetu, by the way. Ne, in sem mu rekla, okej, koliko bi ti zdaj rad denarja, da ti čutiš tisti pravi zagon, tisto motivacijo, da bova to dosegla, koliko denarja bi ti rabil, ne. In je on rekel, ja, ne vem, zdaj zadnji mesec je pred tekmovanjem, bi bilo fajn, da še malo stisneva, da ti pridobiš tudi na kondiciji, da imava malo težje treninge pa malo daljše, ne. In zdaj ne vem, kako se ti zdi, da bi mi plačala še 1000 evrov. In ker sem imela jaz denarja na pretek, ne, sem mu rekla, pa ajde, ti dam jaz 10 000 evrov, pa naredi najboljše, kar ti lahko iz mene. Pač daj res, evo, zadnji mesec se bom potrudila, bom prišla, kolikokrat boš rekel, delala bom vse tako, kot boš rekel, daj res ti maksimum od sebe, da ti dosežeš ta cilj, ki bi ga ti rad dosegel, ker bolj je tebi v interesu, da jaz tule zmagam, kot pa meni, ne. In on je rekel, tako je bil, 10 000 evrov, ne, to pa se res splača potruditi. Ampak je rekel, samo kje imaš pa ti računico, ne, pač to ti ne, pač nagrada je samo 2000 evrov. Ne boš si poplačala niti investicije, ne. In sem mu rekla, pa glej, nima veze, če jaz zmagam, ne, bo ful pozornosti na meni.
In recimo, če zmagam, bo pomenilo, da sem dobra, kar pomeni, da bom lahko šla še na kakšno tekmovanje. In ko bomo šli še na kakšno tekmovanje, lahko pridobim kakšne sponzorje in nosim majico z njihovimi logotipi. Sponzorji plačajo za to, da nosim te majice, in v bistvu nam ni več toliko point sama nagrada na tekmovanju, ampak nam je bolj point, da monetiziramo tole mojo vrlino, ne, ta moj talent. In da služimo preko sponzorjev. In to je bilo njemu ful zanimivo, ful wow, oh in sploh, ne, in je bil ful navdušen, ful zagret. In takrat sem pol jaz rekla, no, veš kaj, na, ajde, ti pa dam 100 000 evrov, ker zakaj pa ne, itak imam neomejeno denarja. Nisem mu tega rekla, da imam neomejeno denarja, ampak sem mu rekla, ajde, dam ti 100 000 evrov, zato ker si res zaslužiš. No, in tle se je potem pač to končalo, oziroma jaz sem pol, naslednji dan sem spremljala te najine treninge in so bili res ful naporni. Mi je bilo že skoraj žal, da sem se za to odločila, ampak okej. Par dni kasneje spet grem malček pogledat, kaj dogaja s temi treningi, in ko sem se vklopila v to frekvenco, v bistvu sem videla, sebe na, prvi stopnički, ko sem dejansko zmagala. In pol je tale fant rekel, on je bil ful navdušen, okej, zdaj pa gremo naprej, zdaj pa naprej, zdaj pa akcija, treningi, imamo že novo tekmovanje, bo čez pol leta in zdaj gremo ful, to tekmovanje pa je ful, next level, tukaj se res lahko, ne vem kaj, bla, bla, bla. On je bil ful navdušen, pač imel malo preveč energije, ne. Ful je bil zagnan, zainteresiran, in pol sem jaz rekla, počakaj, dečko, malo oladi. Jaz rabim malček odklopa, nočem jaz cele dneve tule trenirati to plavanje, postala bom žaba, ne, se hecam. Ne, nisem mu tega rekla. Pač, rekla sem mu, da rabim malček odklopa, ker če ne mi bo to, plavanje preveč zamerilo. Tako da zdaj smo v tej fazi, ne, ko pač ni treningov, in bomo videli, če se bo ta zgodba še kako nadaljevala. Ampak kaj je point vsega tega? Point mi je bil glih v tem, ko sem jaz dala njemu ta denar, ker recimo prej jaz na to ne bi nikoli pomislila, da bi nekoga plačala na energijskem nivoju z denarjem. Pač bi šla, recimo v tem primeru bi šla pač proč, bi bilo konec zgodbe. A tle pa sem začutila pa, da ga plačam, in jaz, ko sem videla, kako se je v njemu prebudil tisti žar, ker točno vem, kakšen je tak občutek, ne. Ko nekomu pomagaš brezplačno, in ti ta oseba prav hoče vrniti to uslugo, te hoče plačati in te plača več, kot bi ji ti zaračunal, če bi šlo za delo. Pač to je tak čudovit občutek, to ti da toliko enega zagona, to te toliko motivira, da je to res nekaj najlepšega, zato spodbujam vse, da če ti kdo kdaj pomaga, ti mu nisi, in če ti pomaga samoiniciativno, ti mu nisi dolžen vračati tega, če se tega ne zmenita, če ti on hoče sam pomagati. Ampak ne vzeti tega za samoumevnega in razumi, da vsak, ki investira svoj čas vate, je vreden vzajemnega plačila. Se pravi, on ti daje energijo, pomoč, nasvete, karkoli. In prav je, da mu ti vrneš, ko to začutiš. Sploh, če kar naenkrat ta oseba izgubi interes ali pa zagon, takrat je to znak, da je ta oseba porabila zalogo energije, ki jo je lahko vložila vate, in največ zase lahko narediš, če tej osebi daš nekaj denarja ali pa ji kako drugače to poplačaš z nečim, kar jo bo navdušilo, navdihnilo, da dobi ona spet to energijo, in takrat ti bo ta oseba še naprej želela pomagati. In to se mi zdi, da se premalo ljudi tako zaveda, kako ima denar res eno tako, lepo energijo moči. Premalo ljudi se tega zaveda zato, ker denar vidijo kot zlo, kot hudičevo energijo, kot nekaj, kar če imaš tega preveč, si vedno želiš še več in še več in še več in postaneš pohlepen, kar pa sploh ni res. To je daleč od resnice. Pohlepni so tudi ljudje, ki nimajo
niti evra na bančnem računu ali pa v denarnici. Ampak pohlepni so za druge stvari, ne za denar. In taki ljudje, če bi dobili denar, o ja, oni bi bili pohlepni. Potem, recimo, ljudje, sicer to je bolj pogosto za Američane, ampak Američani, pa sploh se radi zakreditirajo do amena samo zato, da dajejo vtis, da so bogati. Ampak vsi ti primeri in še marsikateri drugi primeri z denarjem, ali pa ta recimo, ne, ko nekomu uspe, pa postane ful bogat, ljudje rečejo, aha, zdaj, ko pa ima denar, pa se je spremenil, zdaj pa se noče več družiti z mano, bla, 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 bla. Logično, da se je spremenil. Ko ti dobiš denar, se logično spremeniš. Ne moreš biti več isti, ker prej nisi imel denarja, zdaj ga imaš. Logično se spremeniš. In takrat, ko imaš ti denar, takrat vidiš, kdo je dejansko tvoj pravi prijatelj. Tako da, če se noče družiti s tabo, potem, ko je bil on ful denarja, se morda vprašaj sam pri sebi, ali si bil ti res njegov pravi, iskreni prijatelj. Ker če bi bil, verjetno bi ostal s tabo še tudi pol naprej. Če pa se je odločil iti naprej svojo drugo pot in pač noče se družiti s starimi ljudmi, kaj je s tem narobe? Mislim, ljudje imajo tle ful enih takih predsodkov, sploh Slovenci. Jaz sem recimo razmišljala, da bi zdaj na enem drugem kanalu, ki ga imam tudi tle na YouTubu, začela delati nek tak svoj dnevnik, ko bi delila kakšne svoje misli, ampak bi ga snemala v angleščini. Zakaj? Ker jaz, ko sem doma, recimo sama doma, dostikrat govorim na glas, sploh če imam kakšno bolečino, travmo, neko čustveno rano, ponavadi jaz to sama na glas govorim, ne. In dostikrat govorim v angleščini, ker angleščina nekako ima že ko govorim angleško, nekako drugačno energijo čutim tudi od poslušalcev, ne, ker ko govorim na glas, seveda si predstavljam, da me nekdo posluša. Zdaj, če govorim po slovensko, vidim samo te tečne babe, pa tudi tipe, ki so, pač obsojajo za vsak fucking trek. Vse obsojajo, vse je nekaj slabo, vse je narobe, vse je nekaj, nonstop nekaj, karkoli rečeš, pa saj niso taki vsi Slovenci. Okej, imam dosti sledilcev, ki so čudoviti ljudje, ampak veliko je takih, ki so Slovenija kot kolektivna energija, ne, so zelo zateženi, iščejo samo, kje se bojo kregali, ne. Ko pa govorim v angleščini, nekako imam drugačno publiko in ti drugi pač bolj ta svetovna energija je dosti bolj lahkotna in dosti, čakaj, zakaj sem to zdaj začela govoriti? Čutim dosti lepši feedback, dosti več podpore. Zakaj sem začela zdaj o tem govoriti? Kje sem ostala? Izgubila sem se v teh mislih. Čakaj, bom dala pavzo, da se spomnim. Jebemtiš. Ma ne vem, sem pozabila, vidim pa, da sem šla že čez moj čas, rekla sem, da bi bila ta epizoda dolga pol ure, zdaj pa smo že na 40 minut, če se ne motim, skoraj. Tako da, okej, zdaj tisti, ki imate radi Roberta Goloba, naj vam povem, da je zaradi tega darila, ki mi ga je dal, pri meni osebno dobil plus točke in nov respekt. Tisti, ki Roberta Goloba ne marate, naj vas pomirim, da kljub temu, da je dobil plus točke in respekt, je še vedno v minusu pri meni. Tako da, Robert Golob, jaz mislim, da boš ti zacvetel, obogatel in prav zaživel takoj, ko greš ven iz parlamenta in slediš nekemu svojemu višjemu poslanstvu. Ker verjamem, da nekje drugje lahko ti unovčiš veliko več svojih potencialov in moči kot v politiki, kjer si zaenkrat še precej neizkušen. Tako da, zdaj, ker nisi več na vodilnem položaju, bi ti jaz svetovala, pojdi v svobodo, pojdi svobodi naprej, zajadraj s temi krili in najdi nekje drugje svojo moč, kjer boš lahko še več doprinesel svetu, kot lahko v politiki. Tako da, to bi bilo ful fajn, drugače pa seveda odloči se, kot ti čutiš in misliš, da je prav. Itak pa Golob tega ne bo gledal, tako da koga briga. Ajde, ja, jutri pa še nekaj sem hotela povedati. Projekt, na katerem sem delala, je pa avdio doživetje,
vodena avdio izkušnja, 11-minutno potovanje, kjer greš na goro Sintegaj, tam srečaš svojega samotarja. Samotar je energija tvojega znanja oziroma tvojih izkušenj, ki si jih dobival tekom življenja. In samotar te bo peljal na vrh gore Sintegaj v Zlato jamo. V tej Zlati jami ti bo pa pokazal, kakšne občutke ti prinese, ko najdeš svojo zlato vrlino. Zlata vrlina je sposobnost, ki ti je bila prirojena, položena v zibelko. To je nek tvoj naravni talent, ki je zate izjemno lahkoten, ampak drugi pa v njem vidijo veliko vrednost. In ker je zate tako lahkoten, ti je postal samoumeven. In ker je zate tako samoumeven, ga sploh ne opaziš. Ko pa te bo samotar peljal v to zlato jamo, ti bo pomagal prebuditi te občutke vrednosti, cenjenosti, spoštovanja, in ko tvoja podzavest osvoji te občutke, jih prenese tudi v zavest in takrat jih zavest lažje prepozna tudi v svojem fizičnem življenju. To pomeni, da kadar v sebi prebudiš in osvojiš občutke cenjenosti, spoštovanja, izmenjave in vsega tega, takrat tvoja zavest lažje opazi tiste korake v fizičnem svetu, ki te bodo dejansko pripeljale do cilja, do tega, da najdeš to svojo vrlino, ki jo opravljaš z lahkoto, to predstaviš svetu in svet bo navdušen in se bo začela dogajati ta energijska izmenjava, cenjenost, spoštovanje. Ampak seveda, da to najdeš, moraš najprej te občutke osvojiti na svojem podzavestnem nivoju. Obstaja veliko načinov, kako to doseči, ampak recimo samotar je en tak pripomoček, ki ti lahko pomaga, in sicer 11 minut na dan si vzameš, da poslušaš ta posnetek. Bom dala spodaj link in lahko poslušaš 3 minute pred ogleda, se pravi začetne 3 minute, toliko, da vidiš, kaj dobiš, kako to izgleda. Ampak 11 minut poslušaš na dan, vsaj en teden, in jaz ti garantiram, da boš najdla neko vrlino, ki ti bo ful olajšala življenje. To se je zgodilo tudi meni, ko sem srečala samotarja in z njim en teden sestavljala ta vpogled in ga potem tudi poslušala, oziroma to doživetje. Samo moraš biti pač konsistenten in morda poslušati celo večkrat, da res osvojiš te občutke, da res začutiš, da res tvoja podzavest reče: aha, tako izgleda, ko si cenjen, tako izgleda, ko si spoštovan, zdaj to čutim, jaz to hočem živeti. In potem tvoja zavest to dejansko tudi išče. Če te zanima, imaš spodaj link. Sicer pa se vidimo jutri ob 10:00, bom objavila epizodo, kjer grem v energijski svet Francija Matoza. Crazy. Se vidimo, čau!